Ja, tak projekt smo že začeli zato, ker smo se vsi skupaj za to odločili, da pač na tem področju nekaj naredimo, predvsem z namenom, da polnimo naše kapacitete gostinske v času, ko ni glavne turistične sezone. Vsi koraki se delajo počasi, nobenega hudega ali pa velikega koraka nismo naredili, in ko smo enkrat začeli, smo videli rezultate, in ko so rezultati, se potem projekti pač tudi sami izpeljajo, bi lahko rekla, ja. Prejšnji teden je šel v stečaj Adria. Kako to lahko vpliva tudi na turizem Zavoda za kulturo in v Radovljici? Ja, nacionalni prevoznik se mi zdi, da je za vsako državo izrednega pomena. Tudi za Slovenijo. Mi imamo mogoče to smolo, da tudi naš javni transport, kar se tiče železnic, ni razvit do te mere, kot to vidimo lahko pri naših sosedih Avstrijcih. Torej, če bi bile železnice to, kar bi pač mogle biti, potem to ne bi bila neka skrb. Drugače pa mislim, da seveda pač prevoznik letalski je pomemben, pomembne so letalske linije, ker mi imamo tuje turiste. Torej, mi imamo domačega turizma zelo malo, 3,8%, če gledamo na letni ravni, in smo odvisni od tujih turistov, in je infrastruktura res vitalnega pomena za razvoj turizma tudi vnaprej. Je tudi letos za vami odlična turistična sezona? Ja, tudi letos je za nami odlična turistična sezona. Jaz mislim, da bodo šle številke letos prvič čez 300.000 nočitev na letni ravni. To je res skokovit porast, seveda to ni samo v Radovljici, ampak tudi v ostalih krajih. Seveda pa je naša naloga, da ta rast ni samo zdaj, ampak bo tudi v prihodnje. To pa seveda bomo dosegli, če bo naš turizem kvaliteten, če bodo naše povezave s svetom ugodne, in če bomo tudi pri tem razvoju turizma pazili, da bomo trajnostni, torej da bomo razvijali turizem, ki ga bodo lahko razvijali tudi naši otroci in pa naši vnuki. Ste opazili novo populacijo gostov v sami Radovljici in tudi v okolici? Ne, kar se tiče struktura gostov, ostaja kar precej podobna preteklim letom. Na prvem mestu so pri nas še vedno gostje iz Nemčije, potem sledi Nizozemska, Italija, Belgija in tako naprej. Evropske države, ali pa če lahko rečem evropski trg, je za nas zelo pomemben trg, in verjamemo v to, da je tukaj naš potencial tudi v bodoče. In kakšni bodo rezultati, boste predstavili 23. oktobra? Ja, rezultate po tej končani turistični sezoni bomo predstavili 23. oktobra. Vsako leto občina Radovljica skupaj z županom gospodom Cirilom Globočnikom organizira srečanje za vse ponudnike turističnih namestitev v naši občini. No, in takrat bodo predstavljeni rezultati in pa tudi smernice, ki si jih želimo v prihodnje.